V tem studiu kot napovedano, Ranko Šmigoc in Andrej Trobentar, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, lepo pozdravljen. Kako veselo, ne? Po taki noči, ki je bila, kako ste preživela, upam, ni bilo kakih nevšečnosti. V dolini je bilo, kar je bilo, ampak na hribu se pa dogajalo veliko več, tako da prve informacije jutranje, ki jih imamo s Pohorja, so takšne, da so naši kolegi, ki tam tudi živeči, tudi upravljajo hkrati tudi svoje redne naloge v domačem kraju, pravijo, da je kar precej resno, da je veliko vetroloma in pa da je tudi precej zametov, tako da v tem trenutku ne moramo govoriti o neki rožnate sliki, je pa seveda dober napoved, če se bodo te stvari zdaj umirile, pa če veter ne bo odnesel snega v gozd, da bomo imeli še kar nekaj smuke v naslednjih dneh. Ja, dejstvo je, da so bile napovedi tudi, da bi lahko na Pohorju spet zapadlo do pol metra, nekje to verjetno ni, ne, taka količina. Jutranje slike kot take, ki jih imamo delno, so take, da imamo kupe, tako da bi bili na morju, gor je veliko snega, res pa, da so to taki zameti, za katere ne moreš vedeti v tem trenutku, ali bo to zdaj, ko bomo poravnali dovolj, je pa še vedno v bistvu tako proga Pisker kot tudi Ruška v funkciji in ta dodaten sneg bo, seveda, če ne drugače, se lepo kuliso naredil za veliko noč. In v vsakem primeru lahko že govorimo, oziroma imamo že eno sliko o smučarski sezoni 2025-2026. Imamo, glede na to, da smo v sredo imeli 111. smučarski dan in da včeraj in danes ne obratujemo, kar verjamem, da vsi naši uporabniki oziroma naši ozvesti smučarji konkretno razumejo, smo na 111 dnevih, pred nami je zdaj ta vikend, kateri verjamem, da se bo zadeva vremensko umirila. Posledično imamo potem še ponedeljek in torek tudi odprto, čeprav samo Ruško, in potem za veliko noč, soboto, nedeljo in ponedeljek, če bo vse tako, mora biti še smukov in to pomeni, da bomo blizu 120 smučarskih dni. Kar je, recimo, če bi kdo rekel, vam pred začetkom sezone 120 dni bo bi podpisali? Mislim, bi še za manj. Tako je vredo, super. Z veseljem, ja, smo veseli. Pa tudi fajn je, da se Pohorje razvija in da je vedno več, vedno bolj priljubljeno in da omogočite, kljub temu, da ni lahko, ker ne glede na to, da so letos bili rukeri snega, vseeno ni bilo lahko, bodiva realna, ne? Vedno me pobožajo te besede ljudi, ki razumete situacijo, hvaležni smo za vsako pohvalo, ne gre zgolj za posameznike, gre za celo ekipo, ki dela v tem programu. Včasih prideš tudi v kakšne škarje s kako izjavo, kot sem lansko leto, mislim, da za večer rekel, da Pohorje nima Dona di Campillo, bi zdaj tudi rekel, da tudi dežela ni je. Jaz nisem Peter Pan, razumemo situacijo, vemo, kakšne so zgodbe, ljudje se trudijo. Pri takih številu naprav, kot jih imamo, kot največje smučišče na 200 hektarjih površin, urejati se, da bo vsak dan tip-top, seveda je naš cilj, se pa zgodi, da kdaj tudi ni. In zato ravno pravim, da hvala vsem, ki nam tukaj pomagajo. Hkrati seveda tudi moram jasno povedati, da Pohorje samo brez javnega holdinga Maribor in brez mestne občine Maribor bi bil zgolj samo hrib, ne to, kar danes ustvarjamo, in zahvaljujoč vsem investicijam in pa tudi podpori, ki imamo, lahko tudi razvijamo zadeve naprej. Ja, in apropo naprej, zdaj, če je ta sezona, kot smo rekli, bila zelo uspešna oziroma nad pričakovanji, so kakšne številke mogoče še, koliko smučarjev? Imamo številke, konkretno smo praktično tik pred 200 tisoč smučarjem, kar je, rekel, zelo lepa številka, tudi v slovenskem merilu zagotovo najvišja. 200 tisoč smučarjev je v eni sezoni kar lepo delo, tudi po prihodkih moram reči, kar pomeni primerjavi z lansko leto, bomo rekli, te 200 tisoč pomeni tam okrog 26-27% več kolane, medtem ko na prihodkovni strani smo tudi zelo dobro delali, tudi 40 do 50% več, to je pač odvisno od strukture, odrasli, otroci, mladina, kakoli pa če. Ampak overall bi se zagotovo lahko rečem, da ena z boljših sezon, skoraj bi rekel v zadnjih 10 letih. Je pa res, da moram vedeti, da bi bilo toliko slabih, da kot rečemo, vse skupaj moramo biti skromni, moramo biti ponižni, moramo biti naravnani v prihodnost in predvsem verjeti to, da se da delati, ampak seveda z strokovnim, strateškim pristopom na tem področju imamo jasne cilje in bomo na tem seveda tudi delali. Torej, jasni cilji, kakšni so, oziroma ker zdaj zagotovo že razmišljate o sezoni 2026-2027, ne, na zadnje predprodaja letni karce je že začela, ne? Ja, hvala. Seveda, ena je konkretno, kaj planiramo za leto 2026 v smislu investicij, predvsem na zimskem delu, kot tudi kolega kasneje pove za poletni del. Jasno je, da nadaljujemo z projektom vodni zajeti. To se je letošnje leto v tej sezoni pokazalo, da smo imeli v bistvu vremenske pogoje takrat, ko nismo imeli več vode in obratno, skratka tehnika kot taka je še najmanj težavna, čeprav tudi morate vedeti, da imamo več kot 100 topov in morate vedeti, da stane top 35 do 40 tisoč evrov, tako kot en solidno avto. Ko nekdo reče, zakaj nimate več topov, 10 topov je pač 400 tisoč evrov.
30 jih še rabimo, kar pomeni, da rabimo še dober 1 200 000 skoraj za topove, ampak jih kupujemo serijsko vsako leto. Ko govorimo o starih napravah, ljudje pač rečejo, to bi že enkrat lahko zamenjali, da vedno ne ve, da stane eno sleme 10 milijonov evrov, da to ni milijon ali pa 500 000, ampak 10 milijonov, da je to treba pač zaslužiti. Zdaj, ko govorimo po tretji verziji, kako bi bilo to fajn, če bi to nekoga dobili, ki bi nam to kupil, prijemo do problema, da imamo pa 120 partnerjev, 120 solastnikov zemljišč in to jamram v tudi mikrofon, zdaj meni da že tretjič, ampak to je resnica. Ampak delamo na tem, prenavljamo, imamo programe, imamo podporo, imamo vizijo, predvsem, tako kot sem rekel, v letošnjem letu bomo delali več na letnem delu, konkretno v zimskem delu pa projektiramo, tako kot je pomembna predvsem nova povezava od Radvanja do vrha Slemena. Na tem delamo več kombinacij in tudi smo zelo blizu temu, da bomo sprejeli končne projekte oziroma idejne zasnove, v katero smer bomo šli, dosti odvisno od prostorskih aktov. Na drugi strani je pa zelo jasno seveda, da bomo pa na vodnem zajetju delali predvsem Videc, kjer se že praktično projektira 35 000 kubikov veliko zajetje in pa potem tudi na Kekcu razvijamo naprej še 15 000 kubikov. Ključno pa je, da mi zagotovimo na severnem pobočju povezavo in na tem bomo tudi delali, da bi povezave bile praktično zasnežene, kar bi pomenilo res dobro transverzalo, če gledaš iz Belvija z gondolo, avtobus do gondole, na vrhu potem z smučkami preko stolpa, preko do Areha. In to je point zgodbe in tukaj imamo, če to naredimo, imamo tudi mali ski Amadej, Mariborske in jaz upam, da nam to rata. Ja, jaz bom samo tako rekel, glede na to, kako je to vse skupaj izgledalo par let nazaj in kje smo danes, ni dvoma. Gospod Ranko, mi verjamemo v vas, tako da pač je pa res, da si sami postavljate to letvico, mi samo potem vaše besede. Samo visoke cilji nas peljajo naprej. Res je dejstvo in ja, super, čestitke, no še enkrat vsem pohorcem, vsem, ki ste delali, da ste omogočili tako zimo, kot je bila. Sicer pa zdaj, ko bo zime konec, pride poletni program in o outdooru, kaj vse bo Pohorje ponujalo poleti, ker Pohorje stremi k temu in že je skoraj tu, da živi 365 dni na leto. O tem Andrej Trobentar v nadaljevanju. O našem bregu govorimo danes zjutraj. Ranko Šmigoc in Andrej Trobentar sta še vedno gosta v tem studiu. Veseli smo, da je tako dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. In potem, ko smo z Rankotom potegnili črto pod zimsko sezono, ki še traja, mimo grede, ni še konec, ampak fajn je vedeti, da bo tudi naslednjo sezono na Pohorju še boljše, še lepše, še več možnosti za smučanje. Andrej, outdoor program, v bistvu, vi ste, ko je že zimska sezona trajala, oziroma traja, že odprli bike park, to je eno, ne? Ja, tako je. Pa tekom zime smo v bistvu tudi že uvedli neke druge outdoor produkte, torej zimske outdoor produkte. Največja uspešnica so bile te zimske tube. To pomeni, na Belviju gori v tem Zorben kanalu so se ljudje v eno vozili vsak dan. Imeli smo rezervacije čez glave, hvala Bogu, tako da se zahvaljujemo vsem, da so se oglasili. Potem nova situacija oziroma novi produkt je bil tudi zimski trikolesnik. To je v bistvu Gravity, taki mountain kart, kjer se spustiš dol po progi in tukaj se lahko spustiš po smučišču. Kje pa se ustaviš? Na spodnji postaji Slemena, če bremze primejo. Ampak bremze primejo. Ali pa pri kvasu. Ja, no, vse to. Ja, super. Tako da fajn je, da je ogromno tega tudi za snowboarderje bilo poskrbljeno po zimi, ampak zdaj se pogovarjamo, Pohorje sledi in prav je tako in hvala Bogu vsem večjim tem centrom, ki pravzaprav vsaj enako, če ne bolje, kot po zimi živijo poleti. Kaj bomo imeli na našem bregu poleti? Tako, sledimo v bistvu viziji Pohorje 365, to pomeni, da se lahko vsak dan v letu ukvarjaš z nečim na Pohorju. Trenutno je seveda odprt že bike park, odprli smo ga 11.3. z 5 progami. Načrtujemo letos tudi dosti novosti tudi v bike parku. Ena izmed njih je novi Easy Loop sistem na vlečnici Videc. Easy Loop. To ni akrobatska prvina, ampak verjetno pač to za fajfo zahaklati. Tako, za fajfo zahaklati, ko mače povedano, ja, tako vlečke. Ja. Te vlečke imamo že na Areški, letos jih bomo v bistvu namontirali tudi na Videc in na Videcu naredili tudi 2 nova traila oziroma 2 nove enoslednici, da se izrazim po slovensko. No, dobro. Tako da v bistvu delamo na tem, da selimo to maso kolesarjev, ki smo zelo veseli, da jih imamo, torej na Areh, tako da imamo potem 2 sektora.
mariborski del in pa areški del in vmes bomo v bistvu povezali z temi trail in z Easy Loop sistemom v neko zaključeno celoto. No in ravno to, ko si dejal, da je seveda vedno bolj popularno, da je ogromno kolesarjev na Pohorju poleti. Kje stojimo v bistvu mi zdaj v tej komuni, oziroma če se primerjamo, koliko se lahko primerjamo s podobnimi centri v širši ali pa bližnji okolici? Ja, v Sloveniji smo vsekakor vodilni, to sploh ni debate. V širši okolici pa eden izmed vodilnih, tako da delamo na tem, da bi bili vodilni, zato ves ta razvoj. Seveda smo pa, tako kot je direktor povedal prej, omejeni z določenimi, torej dovoljenji, naravovarstvenimi soglasji in OPN-jem, tako da na tem delamo tudi in iščemo rešitve in probamo narediti čim več prog. Ob kolesarjenju bo Pohorje ponujalo še kaj to poletje? Ena novost je tudi že v bistvu od lani oziroma predlani so ti gorski trikolesniki, seveda tudi poleti, tako tudi gorski skiroji. Letos bomo pa naredili eno novo traso, torej za obojne in gorske trikolesnike in te skiroje do doline. To pomeni, trenutno jih imamo od zgornje postaje Slemena do spodnje postaje Slemene, bomo pa zadevo razširili dol do doline, tako da se bomo lahko z obojnimi peljali do doline. Sliši se super. Samo pač je narejeno tako, ker zdaj verjetno so kakšne mamice, ki so joj ne, spet mi bo rekel ne, pomeni pa strah doli. Ne, je zadeva seveda varna. Ja, vsekakor, ja. Poleg trikolesnika dobiš seveda tudi čelado. Trikolesniki so vse izpravni, imajo bremze, tako da lahko vse je označeno, zavarovano, tako da ni problema. Ok, super. Je še kaj, kar moramo izpostaviti, Andrej, glede outdoor sezone? Vsekakor letos tudi nadaljujemo z temi kolesarskimi turami, potem z zorbing adrenalinom in z zorbing nogometom. Prav tako bomo v bistvu tudi na areškem delu ponujali vse to. Osvežili bomo tudi ta panorama tlej, če ga bomo seveda lahko, tako da bomo lahko selili torej kolesarje z enega sektora v druge in jim tudi pričarali to naravno koliso, ki jo Pohorje z razgledom na Maribor in tudi Ruše dol ponuja. Genialno. Kje so vse informacije zbrane? Tako kot vedno na naši spletni strani www.visitpohorje.si oziroma vsa naša socialna omrežja, YouTube, tako da vse dobite online. Jeger, jaz opažam, da se Andrej pa Ranko dosti družita, ker viš, kakšni so to plani in koliko se to naredi. Tako da vrhunsko, seveda sej direktor je lahko samo tako dober, koliko je dobra ekipa. Veš da, ampak moram še tu zraven seveda povedati, da me ne bi slučajno prej sklopili, da ne bi slučajno pozabili. Vabim vse seveda naše redne smučarske navdušence, konkretno da izkoristijo predprodajne momente, ki jih začnemo z sezonskimi smučarskimi kartami jutri, torej 28. je pričetek predprodaje, zelo ugodno. Sezonska smučarska karta bo stala 495 €, kar pomeni v bistvu, da bo v primerjavi z končno ceno, ki bo 742 z decembrom, to zelo dobra priložnost, glede na število smučarskih dni in glede na pravila, ki jih trenutno napovedujejo staroselci, da take zime se ponavadi obrodijo 2 do 3 krat, pol pa gre malo na slabše, bomo zagotovo imeli drugo sezono spet ponovno tako dobro sezono, tako da zdaj je pravi čas za to, da izkoristite in navalite na naše blagajne. Evo. Tako, da že zdaj ste lahko mirni za naslednjo zimo, ko bo seveda Pohorje spet vrhunsko, še enkrat res vse pohvale celotni ekipi Ranko za to zimo na Pohorju, ki še ni končana. Danes je sicer zaprto zaradi vremenskih razmer. Andrej, seveda čestitke za dobro nastavljeno tudi kar se outdoora poleti oziroma v teh nezimskih mesecih tiče in tudi vam veliko uspeha. Hvala lepa. In hvala obema, da pač delate Maribor boljši s tem svojim trudom na Pohorju. Hvala lepa.